minimalni znesek za vplačilo je 5.000 evrov. S tem zneskom mislim, da smo ponudili dostop kar širokemu krogu slovenskih vlagateljev. Inflacija pravzaprav pri nepremičninah je eden izmed razlogov, zakaj si želiš nepremičnina. Ne? Sploh, če so pač profesionalno upravljanje, se pa v bistvu najemnine in s tem seveda posledično tudi vrednost nepremičnin pravzaprav usklajujejo z inflacijo. Rečemo temu, da so indeksirane. Ali bom lahko kupila to delnico preko Trade Republic in Interactive Brokers? Preko katerekoli platforme, ki omogoča trgovanje na Ljubljanski borzi, jo potem lahko kupiš na sekundarnem trgu. Ja. Načrti, glede na to, da ta sklad nima nekega končnega roka zapadlosti, so pa, da bi seveda v nekaj letih ta produkt večjih regijskih nepremičninskih produktov. A misliš, da bo delnica trgovana? Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo spoznali nov finančni inštrument, ki bo na voljo na Ljubljanski borzi, in sicer gre za NLB skladi nepremičnine. Gre za pravzaprav alternativni investicijski sklad, katere delnice bodo uvrščene, kot rečeno, na Ljubljanski borzi. Precej podrobno smo secirali sam produkt oziroma sam finančni inštrument, preverili smo, v kakšne vrste nepremičnin bodo investirali, koliko kapitala želijo izbrati, kakšni so minimalni vložki v vpisnem obdobju, ki poteka od 16. junija do 16. oktobra, kdaj bodo potem delnice kotirane na Ljubljanski borzi, ali bodo izplačevali dividende, kakšne so zahtevane ali pa pričakovane donosnosti, kako je v primerjavi z drugimi podobnimi produkti v Evropi. Skratka, precej zanimiva debata, tako da vabeni, da nam prisluhnete. Preden seveda boste poslušali epizodo, vas vabim, da obiščete tudi našo spletno stran money-how.si. Na podstrani blog vas čakajo zanimive novice. Med INR inštrumenti pa bi vseeno rada izpostavila naš INR primerjalnik in INR iskalnik, ki sta zdaj prosto dostopna vsem. Menimo, da je tudi temu tako prav. Prav je, da so ta orodja, ki vam lahko pomagajo pri izbiri najboljšega ponudnika, INR ponudnika in pa izbiri finančnih inštrumentov, da pač mora biti prosto dostopni. Tako da obiščite spletno stran in malce poklikajte. Potem seveda vas vabim, da preverite tudi vsebino naše nove prenovljene spletne delavnice Investiranje za začetnike, kjer je predvsem fokus na spoznavanju kotirajočih skladov, torej ETF-ov, tako da vabljeni, da preverite tudi to. In pa seveda ne pozabite na naš dogodek 19. oktobra, Psihologija denarja. Mislim, da trenutno okolje, ko je pač prevladuje takšna volatilnost, en dan padajo rekordi, drugi dan se dogajajo korekcije. Mislim, da je prav, da se seznanimo z našimi čustvi in jih seveda tudi brzdamo, kontroliramo, ker tako v bistvu pravzaprav lahko tudi najbolj učinkovito upravljamo naše premoženje. Zdaj pa kar hitimo na epizodo. Pred mikrofonom je Luka Podlogar, predsednik uprave NLB skladi. Zdravo, Luka. Živjo. Danes se bomo pogovarjali o tvojem novem produktu NLB skladi nepremičnine. Gre za alternativno nepremičninsko družbo, pa nam boš malce razložil, kaj to sploh je. Ok, hvala, Marja. Ja, si rekla tvojo, ne, v bistvu tudi tako, kot v bistvu si čisto prav rekla, ne, ker nekako ta produkt smatram kot svojega otroka skoraj, ker sem že dolga leta si želel v bistvu, da na slovenski trg damo en sklad, ki bo omogočil pravzaprav tudi malim vlagateljem z manjšimi vložki v bistvu dostop do nepremičninskih naložb. Gre v bistvu za alternativni investicijski sklad, ki je narejen v bistvu v eni posebni obliki, in to je v obliki nepremičninske investicijske družbe. To je edina oblika, ki jo lahko v bistvu ustanoviš, če želiš nepremičninski sklad prodajati malim vlagateljem. Gre pa v bistvu za to, da smo ustanovili alternativni sklad, ki je v bistvu v obliki delniške družbe. In ta delniška družba ima eno posebno značilnost, narejena je kot sklad, kot alternativni sklad, in hkrati v bistvu bo tudi kotirala na borzi. Razlogov za to je v bistvu več, ampak glavni razlog je predvsem v tem, da s tem malim vlagateljem pravzaprav ponudimo likvidnost
v nelikvidnem naložbenem razredu. Nepremičnine po svoji naravi seveda so slabo likvidne. Slabo likvidne, vsak to od nas precej dobro ve, zaradi tega, ker če ti pač si lastnik recimo enega stanovanja, traja kar nekaj časa, da to stanovanje seveda prodaš. Ni tako, da pač pritisneš na gumb in stanovanje se proda. Se moraš majčkeno potruditi. Se pravi, ta naložbeni razred, sploh pa če govorimo o poslovnih nepremičninah, kjer so nepremičnine še bistveno večje, in kjer je tudi pač kupcev manj kot pa pri enem stanovanju, se ta naložbeni razred je po svoji osnovi nelikviden. Mali vlagatelji po drugi strani pa pač želijo imeti neko likvidnost oziroma z vidika regulative, če nek pač produkt prodajamo malim vlagateljem, je prav, da pač jim zagotovimo s tem neko obliko likvidnosti. Zato v bistvu so enote tega sklada v obliki delnic in te delnice, ko bo sklad zaključil to obdobje zbiranja sredstev, bodo uvrščene v trgovanje na Ljubljansko borzo. A te lahko vprašam, Ja, to, kar seveda. si omenil, okej, male vlagatelje, k temu se vrneva. Zdaj si fulkrat omenil likvidnost, da jo želite zagotoviti. Kot Ja. delnica bo kotirala na Ljubljanski borzi, za katero vemo, da je malo, da ni tako zelo likvidna. Ja, res je, ja. Pravzaprav vse, na kateri borzi bi pravzaprav sklad kotiral, Ljubljansko borzo smo izbrali predvsem iz enega zelo preprostega razloga, ker vlagatelji prihajajo iz Slovenije, borza Ljubljanska je v Sloveniji, in nekako naravno je v bistvu, da ta sklad tudi potem kotira v Sloveniji. To je v bistvu primarni razlog. Zdaj, sama likvidnost je pri različnih izdajateljih različna. Ta sklad bo v večini prodajan malim vlagateljem. Vidimo, da tam, kjer je več malih vlagateljev, pravzaprav likvidnost ni nujno vedno tako zelo slaba. Pogosto je pri izdajateljih na teh naših lokalnih borzah likvidnost slaba, kadar je premoženje dosti zaklenjeno med nekaj večjih vlagateljev. Tukaj pa v bistvu ne bo tako. Dejansko bo vlagateljev veliko, njihovo število bo veliko in med njimi bodo prevladovali mali vlagatelji. Res pa je, da seveda vsi skladi, tudi v tujini, podobni skladi, kot je tudi nepremičninska investicijska družba, lahko seveda kotirajo z diskontom ali pa za premijo nad svojo čisto vrednostjo sredstev. To je ena zelo pomembna stvar, ki se morajo vlagatelji v bistvu v nepremičninsko investicijsko družbo zavedati, ker sklad seveda ima nelikvidno premoženje na svoji bilanci. To premoženje bomo mi vrednotili oziroma bomo zračunali njegovo teoretično vrednost 4-krat na leto, se pravi enkrat na kvartal, in seveda to objavili. Trgovanje na borzi v bistvu je pa dnevno. In vsakodnevno se seveda cena delnice oblikuje glede na ponudbo in glede na povpraševanje. Seveda zelo preprosto se lahko zgodi, da če v primeru navala na nepremičninsko panogo, da vlagatelji začnejo plačevati več, kot je pa čista vrednost sredstev. Bolj pogosto pravzaprav se pa tudi zgodi, da pride do nekega diskonta na čisto vrednost sredstev. Ta hip recimo v evropskem prostoru kar nekaj teh listanih nepremičninskih skladov pravzaprav kotira z diskontom na čisto vrednost sredstev, kar v bistvu kaže na neko zelo zanimivo nakupno priložnost tovrstnih skladov. No in seveda, če je pač ponudba večja, kot pa je povpraševanje, pride pač do tega diskonta. To tudi zelo dobro poznamo v slovenskem prostoru, tisti, ki smo malo starejši, pa se spomnimo investicijskih družb, tistih privatizacijskih investicijskih družb, torej skladov, ki so bili oblikovani iz časov privatizacije kot investicijske družbe in so pač tudi kotirali na borzi in večkrat je bilo tam pač večkrat so kotirali z diskontom. Poznamo tudi po drugi strani tudi številne primere, sploh v tistem času, ko so bile recimo nepremičnine izjemno popularne, se pravi obdobje pred letom recimo 22, pa tudi pred letom 20, v tistem nekem razcvetu povpraševanja po nepremičninah so številni tuji skladi pravzaprav kotirali po kar zelo visokih premijah na čisto vrednost sredstev. Ker tisto obdobje, če se ga spomnimo, je bilo pravzaprav obdobje zelo nizkih obrestnih mer. Vlagatelji so iskali alternative na nepremičninskem trgu, takrat pravzaprav nekje od 2016 ali pa 2015 do 2020 smo bili priča enemu ogromnemu povpraševanju po nepremičninah in
zaradi tega seveda velikega povpraševanja je potem prišlo tudi do premije pri teh listanih nepremičninskih skladih, a ne do premije na ČVS. Se pravi, je bila pravzaprav tržna vrednost nad tisto pravo oziroma nad čisto vrednostjo sredstev. A pa boste imeli tudi vzdrževalca likvidnosti? Ja, absolutno. Ravno zaradi tega, ker je likvidnost na Ljubljanski borzi pač relativno majhna, bomo imeli vsaj enega vzdrževalca likvidnosti, ko bo delnica začela trgovati. Absolutno. Jaz mislim, da je to en tak zelo pomemben higienik, pa tudi vemo, da pravzaprav večina delnic na Ljubljanski borzi pravzaprav ima enega ali celo več vzdrževalcev likvidnosti. To se mi zdi, da je pomembno, neka odgovornost, je sicer nek določen strošek, ampak vsekakor je to ena odgovornost nas kot upravljalca, da zagotovimo vzdrževalce likvidnosti. Vsi slovenski blue chipi nimajo vzdrževalca likvidnosti. Ne, večji imajo. Tako. Večji imajo, ne pa ne. Tisti, ki so delnice bile zelo dobre, ki so prinesle lepe donose v kratkem času, pa pač nimajo, recimo Luka Koper. Omenil si večkrat, da pričakujete oziroma da bo veliko število malih vlagateljev. Kaj to pomeni? Koliko je veliko število? Ne vem, iskreno ne vem. Pač upajmo, da jih bo čim več. Mislim, minimalni znesek za vplačilo je 5.000 evrov. S tem zneskom mislim, da smo ponudili dostop kar širokemu krogu slovenskih vlagateljev. Zdaj, koliko jih bo v končni fazi vključenih, je težko reči. Predstavljam si, da nekaj tisoč, sigurno jih bo. Tako da pač upam, da čim več, da pridemo na tisti zgornji del ranga, ki ga targetiramo na 100 milijonov. A to je v primarnem opisu je 5.000 evrov? Tako, v primarnem opisu je 5.000 evrov, potem pa pač, ko kupaš delnico na borzi, pa ni nobenih omejitev. Kakšna so pričakovanja tukaj? Ti si rekel, par tisoč Slovencev pričakuješ, da bo pristopil k tem? Ja, pač bomo videli, noben se še tega ni lotil v Sloveniji, tako da tukaj smo v bistvu prvi, ki to preizkušamo. Zadali smo si en minimalen rang uspešnosti, pa en maksimalen znesek, ki ga želimo zbrati, minimalno 29 milijonov evrov. S tem bi v bistvu sklad imel 30 milijonov evrov kapitala, maksimalno smo rekli 100 milijonov evrov. Jaz upam, da bomo čim bližje zgornjemu rangu. Zadali smo si relativno dolgo obdobje zbiranja. To je predvsem zato, ker smo zdaj zajadrali v poletje. Zato smo si pravzaprav zadali obdobje zbiranja 4 mesecev, kar je recimo relativno dolgo, če to primerjamo z nekimi IPO-ji, ki jih izvajajo delujoče gospodarske družbe. Vemo, da recimo zadnji IPO, ki je bil tukaj narejen v regiji, recimo Boskar, je bil v bistvu 14 dni odprt. Nekateri IPO-ji so teden oziroma slab teden odprti, recimo SpaceX. Tako da mi pa imamo pravzaprav zato, ker smo pač sklad in smo v prvem zbiranju tega kapitala, to ni tipičen IPO, delujočega podjetja, zato smo si zadali pač tako daljše obdobje zbiranja. Pa tudi seveda zato, ker je poletje vmes. Spravo, dokdaj od do? Ja, od 16. junija do 16. oktobra. Se pravi, 4 mesece bo pač odprto to obdobje opisovanja. A to boš lahko počel tudi preko INR-ja? Ja, to je tudi ena lepa stvar, ki se pravzaprav lepo poklopla. Zdaj, to je delnica slovenskega izdajatelja, ki bo kotirala na Ljubljanski borzi. S tem v bistvu postane ta delnica pravzaprav izpolni vse kriterije za tisti drugi slovenski del INR-ja. Se pravi, lahko ga daš seveda v INR v tistih začetnih 20.000 evrov, ki jih pač odpreš, ki jih lahko investiraš v INR v prvem letu, lahko jih daš v tistih prvih 5.000 evrov, ki jih lahko vsako nadaljne leto investiraš v mednarodne neke inštrumente, se pravi v katerekoli, lahko jih daš pa na tisti poseben slovenski INR račun, ki ti omogoča investirati dodatnih 5.000 evrov na že investiranih prvih 5.000, v mednarodne papirje, seveda, če naložiš potem
dodatnih 5.000 v slovenske vrednostne papirje. Ampak to šele potem, ko bo v bistvu delnica uvrščena na borzi, ne boš pa mogel vpisati v primarni izdaji preko INR-ja. Ja, delnica, ja, v bistvu, zdaj zelo tehnično vprašanje, ampak delnica v bistvu bo uvrščena takoj, ko se zaključi obdobje. Se pravi, to bo nekaj dni po 16. oktobru. Se pravi, enkrat okrog 20. oktobra, plus minus, kakšen dan, takrat enkrat bo v bistvu delnica začela kotirati na borzi predvidoma. Ker se pravi, ko se zaključi obdobje vpisa, potem pride do alokacije, če je treba pač delati določeno alokacijo, recimo, če bi bilo preveč vpisanega denarja, potem je treba pač po nekem ključu to zadevo zmanjšati, alokacijo med posamezne investitorje, potem se vpiše povečanje kapitala v sodni register, pol pa v bistvu se dejansko začne, po vpisu v sodni register začne v bistvu en dan kasneje kotacija, predvidoma. To bo v bistvu pred koncem oktobra, bo dejansko bi morala delnica začeti kotirati na borzi, razen seveda, če bi prišlo do kakšnega podaljšanja obdobja po 16. oktobru, ampak vsekakor letos. A misliš, da bo delnica trgovana? Ja, jaz mislim, zdaj zelo težko je napovedati, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da na začetku ne. Zdaj, ta produkt je v bistvu za upravljalca relativno zahteven, ker vzporedno potekata dva procesa. En proces je v bistvu zbiranje sredstev, drug proces je pa presoja naložbenih priložnosti. In za razliko od recimo tistih nepremičninskih skladov, ki so namenjeni zgolj profesionalnim vlagateljem, tem velikim, ki lahko kapital vpoklicujejo postopoma na podlagi zavez, bo pri tem skladu v bistvu prišlo do tega, da bo ves denar prišel na račun, ko se pač vpisovanje delnic zaključi. Zato je zelo pomembno, in to je naša odgovornost kot upravljalca, da ta denar čim prej investiramo. Zato zdaj vzporedno s tem postopkom zbiranja, že kar nekaj časa, moram reči, poteka proces investiranja. Se pravi, zdaj smo konkretno v presoji številnih nepremičnin, številnih naložb potencialnih, v katere bomo potem naložili denar, ki bo zbran. Tako da v bistvu jaz mislim, da se bo začelo, če probam odgovoriti na tvoje vprašanje, bolj intenzivno trgovanje z delnico potem, ko bo dejansko portfelj že oblikovan. Ko bo ta denar, ki bo zbran, poinvestiran seveda čim prej v nekaj nepremičnin. In kdaj bo ta portfelj objavljen, oziroma kdaj bodo investitorji vedeli, v kaj pravzaprav so investirali? Ker je to javna družba, smo seveda zavezani pravilom, ki veljajo za javne družbe, se pravi, čim bomo mi podpisali recimo neko pogodbo za nakup ene konkretne nepremičnine, bomo seveda take pomembne informacije tudi javno objavili na Sevnitu, tako kot pač kjerkoli druga javna družba, ki mora pomembnejše dogodke iz poslovanja seveda objavljati. Tako da naš namen je, da je ta denar čim prej poinvestiran. Ker če je investiran recimo po pač neki donosnosti nepremičnin, ne vem, recimo 7% rečva, 7,5%, kakorkoli, v bistvu potem bo ta denar dejansko začel čim prej proizvajati ta donos. Dokler ne bo investiran, seveda lahko največ nek money market donos ustvarja. In zato je zelo pomembno z našega stališča, da čim prej dejansko te naložbe kupimo. Je pa seveda vedno vprašanje, koliko denarja boš zbral, koliko denarja boš lahko imel, v bistvu delaš na obeh straneh z nekimi neznankami. Ampak ravno zato je zelo pomembno, ta hip presojamo zelo veliko različnih nepremičninskih naložb, pa ne zato, da imaš več žezelj v ognju, da tako rečemo, zato da potem lahko greš v sajnik oziroma v podpisovanje in zapiranje tistih transakcij, ki najbolj ustrezajo tej količini zbranega kapitala. Za katero pa pač v tem trenutku ne vemo, koliko bo. Tako. A mi lahko poveš, omenil si donos, kakšni so tukaj pričakovani donosi? Zdaj rekel si, da ko nisi investiran, bo verjetno nek money market donosa, ki je relativno nizek donos, pokriva inflacijo, ki je trenutno 3%. Ne, absolutno, seveda. Zato pa je naša odgovornost, da čim prej to
investiramo. Ne? In nekako želja naša je, da bi tudi pred koncem zbiranja v bistvu tega obdobja zbiranja sredstev dejansko že lahko tudi kakšno javno objavo dali na trg v zvezi s kakšnim podpisom. Ja, sej, daj mi še to povej, donosi, kakšni so tukaj pričakovanja oziroma kaj lahko vlagatelji pričakujejo? Okay, zelo dobro vprašanje, ne? Ker tukaj se zelo dostikrat cel kup enih številk, z cel kup številkami operiramo pri teh nepremičninah, pa tako zelo nenatančno. Okay, kako se zdaj ustvari donos? Ne? Se pravi, recimo, če pogledamo čisto javne podatke, regijske nepremičnine, ne? Odvisno kaj so, ali so pisarniške, ali so logistika, ali so maloprodajne, so nekje 7 do 7,5, kakšne izjemno dobre, recimo nepremičnine tudi imajo donosnost nekaj pod 7. Kaj zdaj pomeni ta donosnost? Donosnost v bistvu je primerjava med prihodki, ki jih v enem letu v bistvu ustvari nepremičnina, in seveda vrednostjo nepremičnina. Ne? Temu rečejo nepremičninski yield oziroma nepremičninski donos. In recimo, da je to nekje okrog 7% po javnih podatkih. Slabše nepremičnine imajo višjo donosnost, boljše nepremičnine, bolj stabilne, bolj prvovrstne imajo celo nekaj nižjo donosnost. To je podobno kot pri obveznicah. Nižje, kaj je kreditno tveganje, nižja je donosnost, višje, kaj je kreditno tveganje, višja je donosnost. No in v bistvu, in seveda to je donosnost, pa vrednost nepremičnine sta seveda se gibljata v nasprotnih smerih. Se pravi, če vzamemo zdaj neko nepremičnino, ki ima nekje recimo 7% v povprečju, mi to nepremičnino kupimo še dodatno s finančnim vzvodom, to je dosti klasična stvar, večina nepremičnin se kupuje s finančnim vzvodom. Naš sklad bo tukaj izjemno konzervativen in bo imel v primerjavi z ostalimi podobnimi skladi relativno nizek finančni vzvod, targetiramo nekje zgolj 35 do 40%. Tudi po zakonodaji maksimalno lahko sklad tovrstnega tipa ima največ 50% finančni vzvod. To pomeni, kaj pomeni 50% finančni vzvod? Če nepremičnina vredna 100 milijonov, jo lahko kupim z 50 milijoni lastniškega kapitala in 50 milijoni dolga. Ne? No, oziroma v našem primeru bi imeli recimo dolga pri 100-milijonski nepremičnini 35 milijonov in pa 65 milijonov recimo bi uporabili za nakup te nepremičnine lastniškega kapitala. No in zdaj seveda vsi vemo, da uporaba dolga pri financah pač pomeni višji donos za lastnike lastniškega kapitala, ker je pač cena dolga nižja, kot je pa zahtevan donos lastniškega kapitala. Se pravi, če imamo donos nepremičnine, ki je nekje okrog 7%, in jo delno financiramo s cenejšim virom, z nekim dolgom, ki je recimo, se izmišljujem 4%, pricen, se pravi, ima ceno nekje obrestno mero 4%, potem dejansko je donos na moj lastniški del, ki sem ga investiral, se pravi na donos sredstev vlagateljev, je višji kot 7%. Ne? In v bistvu tako donos za vlagatelje dvignemo nad 7%. Zdaj pa, seveda, noben sklad ni brez stroškov in na donos, če na njega pozitivno vpliva finančni dolg, zaradi svojega nižjega stroška, na donos negativno vplivajo sami stroški. Stroški tovrstnega sklada pa niso zanemarljivi, so pač upravljalske provizije in tudi številni drugi stroški, ki jih pač imaš, če upravljaš nepremičnine. To so predvsem stroški, ki so povezani z raznoraznimi svetovalci, ki jih moraš najeti, kadar kupuješ nepremičnino, se pravi za skrbni pregled. Potem, se pravi, skrbni pregled, vedno, kadar kupiš neko nepremičnino, moraš narediti zaradi tvoje dolžne skrbnosti kot upravitelja finančni skrbni pregled, davčni skrbni pregled, tehnični skrbni pregled, pa pogosto tudi okoljski skrbni pregled. In to seveda vse stane in to pač dviguje strošek upravljanja tazga sklada. Pa potem seveda revizija, skrbniški storitve in ostali stroški. Naš sicer dolgoročni plan je, da bi te stroške, ko bo sklad večji, za naše vlagatelje znižali. Rekli smo, trenutna upravljalska provizija v višini 2%, ko bo sklad dosegel vrednost 300 milijonov, se zniža na 1,75. Bi pa radi potem v prihodnje tudi zniževali še naprej, ko bo sklad večji. Tukaj je neka zaveza NLB skupine,
da se s tem, ko bo ta produkt rtvo večji, dejansko ti stroški začnejo nižati. Se pravi, če imaš rekel, upravljalska provizija 1,75. Tako. Je Zdaj, ne, trenutno je 2%. Ja. Potem, ko bo sklad presegel 300 milijonov, se bo znižala avtomatsko na 1,75. Bi jo radi pa potem tudi zniževali še naprej v bodoče, ker skladi recimo v tujini, ki imajo več milijard sredstev v upravljanju, imajo tudi neke nižje upravljalske provizije, tam okrog 1,5. Tako da bi se definitivno tudi temu radi približevali v prihodnje, ko bo sklad nekaj večji. A upravljalska provizija ni edini strošek, verjetno so še kakšni drugi stroški zraven. Vsak sklad, ki investira pač v nepremičnine, ima logično še druge stroške zraven. Zato, ker sigurno ne bi rad noben vlagatelj, da mi kupimo nepremičnino, da rečemo tako, videno kupljeno. Ampak bi pač rad, da naredimo nek skrben pregled, če kupujemo neko nepremičnino, ne vem, za 50 milijonov. Koliko so pa recimo celotni stroški upravljanja oziroma sklada? Ja, mi smo v bistvu naračunali, ko smo delali ta dokument za vlagatelje, da je ta letni učinek stroškov tam nekje med 3 do 4%. Se pravi, kar velik, in to smo v bistvu tudi čisto javno razkrili, ampak tukaj se treba, to se sliši seveda veliko, ampak tukaj se treba zelo, zelo dobro zavedati, da dejansko kaj ti stroški pravzaprav so. In ta evropska uredba, ki v bistvu ki nekako definira, kako te stroške zračunaš, je zelo specifična glede tega, kje stroške moraš dejansko vključiti. In noter moraš vključiti vse stroške teh skrbnih pregledov, stroški vzdrževanja nepremičnine, ki pravzaprav so tudi, ki pravzaprav so že na nek način vsebovani v samem neto prihodku, ki ga dobiš pravzaprav od najemnin. Moraš vključiti tudi stroške dolga. Poleg vseh teh stroškov, ki jih pa imaš za nepremičnino, vključno seveda za stroški teh skrbnih pregledov, ki jih imaš, ko kupuješ nepremičnino, moraš pa vključiti tudi stroške financiranja, dolžniškega financiranja nepremičnine. Zato te cifre postanejo relativno visoke. In so na nek način tudi primerljive, jaz sem zelo veliko gledal tudi tujih teh skladov, so primerljive s tujimi skladi, s tem, da je treba tudi tukaj nekaj vedeti, da niso čisto vsi skladi, tudi tuji tukaj, do iste mere transparentni, mogoče kot smo mi v Sloveniji, ker določeni skladi določenih stroškov, ki se v bistvu odvijajo na sami nepremičnini, pravzaprav ne upoštevajo v tem celotnem prikazu stroškov. Ali lahko sem na hitrico malo moje zelo simplistične matematike? Recimo, da imaš 8% donosnost, malo sem jo dvignila iz 7,5 ali pa iz 7, pa na 8. Pa imamo inflacijo 2%, pa imamo pa še 3 do 4% na letni ravni stroške. Koliko ti pa potem ostane od donosa? Čakaj, v bistvu tukaj si odprla eno ful pomembno zadevo. Dejansko inflacija, pravzaprav pri nepremičninah, je eden izmed razlogov, zakaj si želiš nepremičnina. In to je zelo pomembna zadeva. Tako. To je ključna razlika, recimo, ko primerjamo obveznice z nepremičninami. Pri obveznici, razen če imaš eno posebno obveznico, inflation linked bond, to so dosti redki inštrumenti, v bistvu tam ti inflacija poje donos. Pri nepremičninah je pa, sploh če so pač profesionalno upravljanje, se pa v bistvu najemnine in s tem seveda posledično tudi vrednost nepremičnin pravzaprav usklajujejo z inflacijo. Se rečemo temu, da so indeksirane. Tako da, če imaš recimo 8% donos, je to pravzaprav 8% realen donos, ker se najemnine dejansko indeksirajo. Tako da inflacija tudi tukaj pravzaprav ne zaje v tvoj donos. V donosti v bistvu zajejo stroški, po drugi strani pa donos oplemenitijo dejansko tega oplemeniti dolg. Tako da recimo, če imaš nekje okrog 8% recimo donos nepremičnine, pa rečemo, da se ti potem poveča zaradi uporabe dolga na nekje 10-11, pa se ti potem zmanjša še za stroške, boš še vedno ti na koncu nekje recimo z 7% neto po stroških dejansko končala. A to je v najbolj optimističnem scenariju ali nekem povprečnem scenariju? Mi pravimo, v nekem povprečnem scenariju bomo med 6 in 7% donosnosti.
nekje približno 6 do 7, in to je izračunano čisto modelsko, glede na to, kakšne so trenutne donosnosti nepremičnin, kakšen je trenuten strošek dolga, koliko načrtujemo v bistvu porabiti dolga pri nakupu teh nepremičnin, se pravi, kakšni so vsi stroški sklada, in pa ob predpostavki, da bo ta sklad pravzaprav en večji del te donosnosti distribuiral v obliki dividend. To je zelo pomembna stvar. Skladi, ki so v bistvu nepremičninski skladi, kot je ta, ki investirajo v prvovrstne nepremičnine in se fokusirajo predvsem na ta manj tvegan del nepremičninskih naložb, imajo pravzaprav pogosto za cilj, in naš sklad definitivno je eden teh, da čim večji odstotek tega donosa, ki ga zberejo od nepremičnin, v bistvu potem distribuirajo v obliki dividend. V angleščini temu rečemo, da so income generating skladi, v bistvu so zelo fokusirani na to dohodkovno komponento. Zdaj, po slovenski zakonodaji, sklad, ki distribuira 75% ali več dobička, ki ga ustvari iz naslova, se pravi, ki distribuira 75% tega dobička, se pravi, investicijska družba, ki večino svojega dobička distribuira, pravzaprav tega dobička potem ne obdavči z davkom od dobička pravnih oseb, z DDPO-jem. To je ena posebnost. Tako da vlagatelji, to je namenjeno temu, da vlagatelji niso dvakrat obdavčeni. A sem jaz prav razumela, ti ne boš plačal 25% davka na dividendo? Ne. Znotraj Ne, opa. Ne. Družba, ti kot upravljalec ne boš. kot nepremičninska investicijska družba, kot pravna oseba, ne bo plačala davka od dobička pravnih oseb. Okej, medtem ko fizični vlagatelj, mali vlagatelj bo pa seveda plačal normalno davek, če bo pa to na INR-ju, bo pa tega davka oproščen. Kako pa je sicer z davki v tem primeru, recimo, če prodaš delnico, verjetno in realiziraš nek dobiček, je verjetno po tej standardni lestvici? Tako, kot vsaka druga delnica. Seveda, če ti v bistvu ustvariš dobiček, boš obdavčen v skladu z obstoječo zakonodajo, razen seveda, če boš dal to na INR, tam je pa potem dobiš to ugodnost INR-ja. A bom lahko kupila vašo delnico preko OTP banke? Ne, lahko je preko NLB, BKS pa preko Ilirike. Zakaj pa ne OTP-ja? Pravzaprav mislim, da niso želeli. Oni niso želeli tega. Ali bom lahko kupila to delnico preko Trade Republic in Interactive Brokers? Preko katerekoli platforme, ki omogoča trgovanje na Ljubljanski borzi, jo potem lahko kupiš na sekundarnem trgu. Ja, seveda, absolutno. Ja, na sekundarnem trgu ni nobenih omejitev. Če omogoča ti ta platforma, da trguješ na Ljubljanski borzi, potem absolutno lahko kupiš to na sekundarnem trgu. Zdaj samo pač v primarni izdaji so v bistvu te delnice na voljo preko NLB, kot v bistvu organizatorja prodaje, pa preko BKS banke pa Ilirike kot distributerjev. Se pravi, večkrat si omenil vzvod, pa da pač boste uporabili od 35 do 45%, čeprav je maksimalno možen 50%. Ta kredit, vam bo pa dala, predstavljam si, NLB. Ne, lahko, če bo najbolj ugoden. Ampak mi, glede na to, da smo povezana oseba, moramo izjemno paziti, da je čisto vsaka transakcija, ki jo v bistvu naredimo s povezano osebo, po tržnih pogojih. Tako da za vsako transakcijo, ki jo bomo delali, bomo zaprosili za več ponudb za financiranje. Če bo, na primer, ta nepremičnina na Hrvaškem, avtomatsko ne bo NLB-ja tukaj zraven, ker ne sme financirati nepremičnin po trenutnih informacijah. Tako. Okej, razumem. Še eno vprašanje, vem, da imate nekaj izzivov s temi primerjalnimi indeksi, ali tukaj bo javno objavljeno? Kaj sploh je v bistvu primerjalni indeks? S čim se pravzaprav primerjaš, ko imaš enega sklada? Pravzaprav ni enega dobrega primerjalnega indeksa, ki bi ponujal neko donosnost regijskih nepremičnin.
obstaja recimo evropski EPRA indeks, se pravi, to je indeks vseh evropskih listanih oziroma vseh evropskih nepremičninskih skladov, ki so uvrščeni na borzo. Potem obstaja en dosti dober indeks za private equity real estate sklade, ki ga izdaja INREV, to je združenje nejavnih pač nepremičninskih investicijskih skladov. Ampak nekega dobrega regijskega indeksa, ki bi pa pravzaprav združeval donosnost nepremičnin za to našo regijo, v katero bomo investirali, pa ni. Naša regija je tako malo specifična. Sklad se bo fokusiral na regijo jugovzhodne Evrope s primarnim fokusom na Slovenijo in Hrvaško, pa delno tudi Srbijo. Zdaj, zakaj ta regija? To je v bistvu zelo tako pomembno vprašanje. Ta regija je tako mogoče malo neodkrito točk še, recimo da rečemo v tem evropskem nepremičninskem landscapeu. V zahodnji Evropi v bistvu so donosnosti tam trenutno okrog 4-5%. V vzhodnji Evropi, v tem razvitejšem delu vzhodne Evrope, govorimo o trgih, kot so Poljska, Češka, kjer je že veliko institucionalnih vlagateljev, velikih mednarodnih institucionalnih vlagateljev, so donosnosti nekaj više nad to zahodno Evropo. V naši regiji so pa tam nekje 6,75 do 7,75, tudi za kakšne slabše nepremičnine proti 8. In to pravzaprav ta razlika v donosnosti ponuja eno priložnost za tiste vlagatelje, ki bodo v to regijo vstopili relativno zgodaj. Mi nekako imamo neko naložbeno tezo, da bo tudi v naši regiji prišlo do večje institucionalizacije nepremičninskega sektorja. Ampak ne bo se to zgodilo čez noč, verjetno se bo to zgodilo v nekem daljšem časovnem obdobju, recimo 1-2 dekad. Na nek podoben način, kot se je institucionalizirala tudi ta kor srednje in vzhodne Evrope, se pravi predvsem Češka, Slovaška, absolutno Poljska, tudi Madžarska, tudi Romunija. No, če pogledamo prestolnice teh držav, to so razviti nepremičninski trgi, kjer delujejo poleg domačih tudi številni tuji institucionalni vlagatelji, z velikimi zneski, z veliko denarja, in kjer se je v bistvu ta cela nepremičninska panoga popolnoma spremenila, recimo v zadnjih 15 letih, v smislu profesionalizacije. In na nek način mi sebe vidimo kot enega izmed tistih playerjev, ki bo pripomogel k institucionalizaciji tega nepremičninskega sektorja v naši regiji, ampak to bi radi naredili, seveda še preden se te donosi tudi v naših krajih, da tako rečemo, začenjajo krčati. Ko govoriš o nepremičninah, a si lahko mogoče malo bolj konkreten, kaj pravzaprav gledate? Kaj gledamo? Ja, super vprašanje. V bistvu, ker prva stvar, ki jo moram reči, da gledamo poslovne nepremičnine. Ne gledamo stanovanjskih nepremičnin, predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da so stanovanjske nepremičnine v primerjavi s poslovnimi v našem delu sveta bistveno manj donosne. Drugi razlog je pa, da se nam ne zdi primerno, da glede na to, da ima toliko mladih težave s tem, da pride do stanovanj, da še dodatno z kupovanjem teh stanovanj in oddajanjem povečujemo ta stres, ki je že pravzaprav relativno velik v naši družbi, in nekako tudi ne vidim neke jasne poti do tega, da se bi ta stres v naslednjih letih kaj prav bistveno zmanjšal. Po drugi strani pa poslovne nepremičnine ponujajo eno lepo priložnost v smislu višje donosnosti. Zdaj, kaj pa so poslovne nepremičnine? Pravzaprav znotraj tega segmenta je zelo veliko različnih nepremičnin. Ene tiste dosti tipične so recimo pisarniške nepremičnine, potem maloprodajne nepremičnine, tukaj govorimo predvsem o nakupovalnih središčih, tako imenovanih shopping centrih, in pa ki so manj zanimiv format, in pa o bistveno bolj zanimivih nepremičninah, ki jim pravimo retail parki. To so te manjša nakupovalna središča, ki v bistvu so sestavljena pravzaprav iz nekaj trgovin in pa parkirišča, se pravi recimo en trgovec s hrano, en drogerist in še par manjših trgovin, eno veliko parkirišče, in to je to. Ta format pravzaprav zdaj povsod po Evropi je bistveno bolj uspešen in bistveno bolj popularen kot pa nakupovalna središča, ker predvsem
je namenjen tistemu vsakodnevnemu nakupovanju, pa tudi bistveno bolj odporen je na spletne nakupe, ne, ker zelo malo ljudi dejansko kupuje te dnevne potrebščine preko spleta, za razliko od tistih artiklov, ki jih pravzaprav lahko kupimo v teh velikih nakupovalnih središčih, tiste artikle, recimo elektroniko, oblačila, take artikle pa pač ljudje bolj pogosto kupujejo na spletu. Poleg teh nepremičnin, se pravi pisarniških, maloprodajnih, je potem tudi več drugih, ki so bolj specializirane, se pravi recimo razni dijaški domovi, bolnišnice in podobno. No, na koncu pa izjemno pomemben segment, to so pa industrijske nepremičnine, kjer je še posebej zanimiv v bistvu podsegment logistike, ki v našem delu sveta pravzaprav še relativno slabo razvita, ampak zelo hitro raste. Zelo hitro pa raste predvsem zaradi naše geografske lege. Smo namreč na delu sveta, kjer v bistvu zelo veliko prometa poteka od zahoda proti vzhodu, oziroma od vzhoda proti zahodu in pa od severa proti jugu. Tako da tudi v preteklosti se v to logistično infrastrukturo pravzaprav ni toliko zelo veliko vlagali, potrebe pa so zelo velike. In zelo velike so pravzaprav zaradi tega fundamentalnega povpraševanja, ki nastaja iz različnih razlogov, seveda zato, ker naša regija z vidika celotnega gospodarstva raste hitreje kot pa Zahodna Evropa, raste zelo dobro tudi pretovor, recimo v severno-jadranskih lukah, Trst, Reka, Koper, in to pač povečuje potrebe po logistični infrastrukturi. Zelo pomembno gonilo te logistične infrastrukture je pa tudi spletno nakupovanje, ki preprosto zahteva postavitev številnih skladišč, večjih skladišč in pa potem tudi tako imenovanih last mile skladišč, ki so v bistvu namenjene distribuciji teh paketov, ki jih pač naročimo preko spleta. To so nekako različni segmenti. Zdaj, v kaj bomo pa mi investirali? Dolgoročno si želimo v bistvu ustvariti en portfelj, ki bi bil lepo razpršen med posameznimi segmenti teh nepremičnin, se pravi nekaj logistike oziroma industrijskih nepremičnin, nekaj maloprodajnih nepremičnin in pa seveda nekaj pisarniških nepremičnin. Pri tem je treba seveda vedeti, da če pogledamo posamezne države znotraj regije, seveda te priložnosti znotraj posameznih segmentov nepremičnin recimo niso enakomerno razporejene. Konkretno, če pogledamo recimo pisarniške nepremičnine, Slovenija jih ima ta hip kakovostnih, prvovrstnih pisarniških nepremičnin ima zelo malo. Po drugi strani, recimo Beograd, kot srbska prestolnica, v tem predelu Novega Beograda lahko vidimo zelo veliko kakovostnih pisarniških nepremičnin. Če pogledamo maloprodajni segment, Slovenija je že relativno zasičena, kar se tiče maloprodajnih površin, še posebej kar se tiče nakupovanih središč. Po drugi strani recimo Srbija ima ta segment še relativno slabo pokrit. Nakupovana središča sicer so, ampak recimo te tako imenovani retail parki, ki sem jih prej omenjal, še posebej retail parki v kakšnih sekundarnih mestih, ki so torej druga mesta, sprav mesta, ki niso prestolnice, v teh sekundarnih mestih je ta format zelo, zelo slabo razvit. Je pa po drugi strani to izjemno donosen in odporen format maloprodajnih v bistvu površin. Tako da tam sigurno obstajajo številne priložnosti. Ti si rekel, minimalni 29 milijonov naj bi bil minimalna tista velikost sklada, 29 milijonov. Koliko nepremičnin pa lahko recimo predvidevamo, da je 29 minimum? Zelo malo, in to smo tudi pravzaprav napisali v prospekt. Če bo seveda ta znesek relativno majhen, ne bomo mogli pravzaprav s tem relativno majhnim zneskom doseči velike razpršitve, zato bomo šli zelo hitro potem spet na trg z novo ponudbo delnic, in seveda poskušali zbrati nov kapital. Ideja tega sklada je, da pač ima obdobje zbiranja kapitala, potem ta kapital čim prej investira in potem gre spet na trg z novo ponudbo delnic, z novim zbiranjem kapitala, ga spet investira in tako naprej in tako naprej. In potem pač sklad postopoma raste. Tako da jaz mislim, da sigurno, bomo videli, kaj bo se prihodnost prinesla, ampak na nek način bomo verjetno enkrat letno na trgu prisotni z neko ponudbo teh delnic.
in bomo pač postopno oblikovali ta portfelj. Prvo zbiranje, glede na to, da je produkt nov in da še nimamo konkretnih nepremičnin, ki jih lahko pokažemo, bo seveda najtežje. Bolj, ko se bo oblikoval potem portfelj postopoma, bolj bo tudi seveda tudi ljudem poznan ta produkt, ta format vlaganja, in jaz mislim, da vedno lažje bo potem ta kapital zbrati. Zdaj, što se v bistvu tem Slovencem vlaganje v nepremičnine ni neznano. Mislim, da mi zelo dobro poznamo nepremičnine kot naložbeni razred. Ampak što se v tem, da je ta format, ta oblika nepremičninskega sklada je nekaj novega, in v bistvu ta format bi radi Slovencem predstavili, in v bistvu jih nekako nas vse skupaj navadili malce drugačnega investiranja v nepremičnina, ki v bistvu omogoča diverzifikacijo tako med različne nepremičnine, med različne države, predvsem pa omogoča vlagateljem, oziroma ne omogoča, ampak predvsem jim prihrani en velik glavobol, ker te nepremičnine pač ni treba upravljati. Za razliko od tega, če kupimo recimo eno garsonjerco, in imamo najemnike, to se včasih lahko konča v solzah. Lahko se konča v solzah, veliko dela je z nepremičninami. Ja. Ampak tako, vse veš, kako Slovenci razmišljajo in kakšen odnos imajo do nepremičnin, sploh mali vlagatelji. Imam pa kontrolo, če imam garsonjerco, to pa imam. Imaš kontrolo, lahko se dotakneš, tudi če cena pade, bo pa ostalo za otroke, imaš cel kup nekih teh backup izgovorov. Ja, ampak marsikater Slovenc, ki mogoče je malo bolj premožen, ima malo več denarja na lagerju, pa razmišlja malo drugače, pa si reče, zakaj bi jaz zdaj investiral v sklad, če lahko zgradim, kupim eno zemljišče in sam zgradim recimo stanovanjski objekt, naredim 6-7 stanovanj. To je zdaj praksa v številnih mestih, ne vem, se verjetno se voziš, pa vidiš, marsikdo tako razmišlja, in bom jaz v bistvu ustvaril ves ta denar in zaslužil velike denarje, ker vsak pozna nekega nepremičninskega pač, ne vem, investitorja ali pa, ne vem, gradbinca. Ja. Pa vidiš, koliko denarja lahko zaslužiš. Ja, seveda lahko, ampak treba se vprašati, kaj je v bistvu, v kakšno nepremičnino jaz investiram, če grem graditi hiše ali pa, ne vem, bloke. Prva zadeva je, da rabim kar precej denarja, da se takega financiraš z vzvodom. Seveda financiram in to z veliko vzvoda. Veliko, ja. Čim več, 70-80%. Tako je. Se pravi, čim več vzvoda, ampak še vedno, če gradim nek vila blok ali pa če želim zgraditi, 2-3 vrstne hiše, bom kar veliko lastnega kapitala potreboval. To so hiter 6-mesečne številke in več. Lahko je. To je prva stvar. Druga stvar je, da če se takega podviga lotem, se moram zavedati, da sem v najbolj tveganem segmentu nepremičninskega vlaganja. Mi temu segmentu rečemo oportunističen segment, ker dejansko se lotem razvoja, gradnje in prodaje te nepremičnine. Seveda, ker je to najbolj tvegan segment nepremičnin, je tukaj tudi donos najvišji. Ker je pravilno, če jaz kupim sklad, v katerem so notri 100% oddane nepremičnine z, 10-letnimi pogodbami, se v bistvu praktično moje tveganje je zelo omejeno. In poleg tega so te pogodbe še vezane na inflacijo. Ni mi treba nič narediti, ne ukvarjam se z obrtniki, samo kasiram vsako leto tisto dividendo. Ampak donos je seveda tukaj manjši, ker sem bolj zaščiten, sem na najbolj varnem segmentu nepremičnin. Če gradim dvojčka, potem pa v bistvu imam številne glavobole s tem, da najprej moram kupiti parcelo, potem moram dobiti gradbeno dovoljenje, potem moram dobiti nekoga, da mi luknjo skoplje, pa mogoče se bom pregradbeno še kakšnimi sosedi rabo hecati. Potem me bodo probali kakšni obrtniki nahecati, pa mi kakšne stroške dvigati. Potem moram seveda se ukvarjati z zaključnimi deli in z vsemi glavoboli, ki so povezani s temi zaključnimi deli. Čist na koncu moram pa še najti kupca. In takrat se zgodba pravzaprav še ne zaključi, ne moram dati še kot gradbinec določene garancije. In za vsako težavo, seveda, ki jo bo bodoči lastnik imel, me bo klical, jo bo poskušal pod garancijo seveda unovčiti in tako naprej in tako naprej. Zdaj, donos, tukaj pogosto vlagatelji merijo z eno tako zelo
fajn mero, ki se mu reče RVC. Jaz nisem vedel, kaj to je dolg časa, kaj je ta RVC. In pa sem tudi, da je to razlika v ceni, ne? Razlika v ceni med tistim, kar sem vložil. Ne, sej, hecam se malo. Ampak ta RVC, ne? Res tako razmišljajo. Ja, RVC, obrtniško. Ne? In potem, ko ti vzameš ta RVC, pa se ti zdi mogoče, da se pa to v evrih je kar ena taka lepa številka, ne? Ampak ti moraš gledati, koliko časa je preteklo od tega, ko si ti kupil tisto parcelo, do tega, da si ti dobil v bistvu denar za tega dvojčka, pa reče, kaj je bilo 2 leta pa pol, ne? Če je šlo vse v redu, mogoče 3 leta. Ne? In potem, ko ti vzameš ta RVC na konc, ta tvoj dobiček, ki si ga v bistvu dobil, oziroma ta denar, ki si ga dobil povrnenega za ta začeten vložek, zraven prišteješ še strošek financiranja. Tudi če ne všteješ stroška svojega dela, pravzaprav vidiš, da ta donos, ki si ga ustvaril, odstotkovno pa niti ni tako zelo atraktiven. In jaz sem na parih primerih zdaj že videl, da pravzaprav ta IRR, oziroma stopnja donosnosti, če jo pravilno zračunaš, je manj kot 10%. Predvsem manj. Ja, spet odvisen. Ja. Pogosto, so bili srečneži, ki so imeli recimo višjo stopnjo donosnosti, ampak pogosto, v primerih, ki sem jih jaz videl, je manj kot 10%. Zdaj se pa vprašaj, a se te to res plača? Če boš pa uštejel še strošek svojega dela, si pa sigurno po 10%. Ampak nekje, če pa pogledaš oportunistični naložbeni razred v okviru nepremičninskih skladov, je pa zahtevana donosnost višja. Govorimo o nekih 15% in več. Tako da, dajmo se res vprašati, a se nam to splača. Bolj se pa splača, če že imaš toliko denarja, da poiščeš en visoko tvegan nepremičninski sklad, ki investira v oportunistični naložbeni razred, se pravi v ta najbolj tvegan segment nepremičnin, kjer je treba nepremičnine razviti, zgraditi, pa prodati, je boljše, daš teh svojih 100-150 evrov, če jih imaš za graditev dvojčka, je boljše, če jih daš potem v tak sklad. Boš imel dejansko višji donos, pa predvsem bistveno manj enega glavobola pa sekirancije. Ampak spet, v bistvu gre za ta občutek kontrole. Če jaz imam neko nepremičnino, če jaz gradim dvojčka, mislim, da to seveda zadevo kontroliram in dejansko jo kontroliram. Ampak, a je ta kontrola res toliko vredna? Ali imam pravzaprav jaz rajš donos in grem v nek private equity, real estate sklad na tem tveganem segmentu, investiram svoj denar, poberem donos, hvala lepa. Po mojem je bolj slednje. Kdo pa so potencialni investitor? Ti si omenil male vlagatelje. Kateri mali vlagatelji? Zdaj tako. Vsekakor jaz mislim, da nepremičninski sklad ni nekaj, kar bi imel kot edino naložbo. Jaz mislim, da nepremičnine lahko najdejo zelo dobro svoje mesto v nekem diverzificiranem portfelju. Vlagatelji, po mojem, bodo različni, od nekih mlajših do nekih starejših, od tistih, ki imajo nekaj malo presežnega denarja, do tistega, ki imajo velike presežke in tako naprej. Ampak tako da mislim, da ta skupina, ki jo adresiramo, je relativno široka. Ampak za vsakega vlagatelja mislim, da je zelo pomembno, da se vpraša, kako se ta nepremičninska naložba v obliki nepremičninskega sklada v bistvu uvrsti v njegov širši portfelj. Se pravi, kaj mu dejansko prinese? A mu prinese neko nižjo volatilnost? Jaz bi rekel, da pravzaprav niti ne, ker nepremičninske investicijske družbe, ki so uvrščene v trgovanje na borzi, so, če pogledamo historično, po volatilnosti približno podobne nekje mečkim delnicam. Ampak po drugi strani, kje pa dobim določene prednosti, je pa, da je poslovanje nekih takih nepremičninskih družb relativno, sploh to vrstne, ki investira v prvovrstne nepremičnine z zelo dolgimi pogodbami, poslovanje takih nepremičninskih skladov je zelo, zelo stabilno. Je zelo dobro lahko, za razliko od neke firme, ki je pač izpostavljena širšim gibanjem v gospodarstvu, lahko tukaj zelo dobro napovemo, kakšni bodo denarni tokovi. Se pravi, z tega vidika ponuja to vrstna naložba neko, višjo stabilnost, kar se tiče, se pravi, posebej tega dohodka, ki ga bomo dobili v obliki dividenda, za razliko recimo od delniških naložb.
tukaj se treba res, vsak mora sam narediti to domačo nalogo, da vidi, kako mu ta naložba pade v nek širši portfelj. Se pravi, a imam jaz, pravzaprav treba se tudi vprašati, a sem že nepremičninam mogoče izpostavljen z nekimi ostalimi nepremičninami, ki jih imamo v družinskem portfelju. Ne govorimo o primarnih, ampak o sekundarnih nepremičninah, raznih vikendih, nepremičninah, ki jih imamo kdo, ki je premožnosti namenjene za oddajo in tako naprej. Tako da po drugi strani, pa morda nekdo, ki ima v portfelju recimo še relativno malo kakšnih tveganih naložb, ki je bolj investiran recimo v kakšne obveznice, mogoče mu bo ta nepremičnina ponudila pravzaprav eno zanimivo naložbo, ki mu bo dodala nekaj dodatnega, seveda tveganja v portfelj, ampak hkrati tudi zagotavljala nek stabilen donos v obliki te dividende, ki bo pač izplačana iz sklada, iz naslova tega denarnega toka od najemnin. A kakšna dividendna donosnost je tukaj pričakovana, približno? Jaz mislim, da ko bo sklad nekje stabiliziran, nekje ocenjujemo modelsko tam nekje od 4 do 5 odstotkov. Tako nekje glede na to, seveda, kakšne so trenutne donosnosti nepremičnin, koliko dolga bomo uporabili, kakšen je strošek tega dolga, ostali stroški sklada, nekje 4 do 5 odstotkov lahko ocenimo predvidoma, da bi bile te dividendne letne donosnosti. Zdaj, na lestvici tveganja je to uvrščeno, od 1 do 7 je ta lestvica tveganja, imaš kazalnik 6, to je kar precej visoko tvegan produkt, kar si že povedal, za obdobje 10 let je tukaj pač nekako ta ocena. Priporočena. Ja, mogoče sicer malo konzervativno, ampak pri oceni tveganja, veš, ko začneš nek produkt, ko ga prvič daš na trg, ko delaš to oceno tveganja, si ponovadi vedno malce bolj konzervativen, potem pa spremljaš, kakšno je dejansko obnašanje produkta in vsake toliko časa ta kazalnik dejansko lahko prilagodiš. Ampak glede na volatilnost, ki jo lahko taka naložba pač ima, glede na to, da je pač uvrščena v trgovanje na borzo, smo bili majčkeno bolj konzervativni pri tej oceni. To je konzervativna ocena. 6 od 7 je konzervativna. Konzervativna v smislu, da smo ga ocenili za malce bolj tvegana. Tako. Za strožjim očesom, tako rečem. Ravno sem glih hotela vprašati, kaj pa je razlika, se bi lahko investiral tudi v delnico Krke, recimo, ki je tudi na nek način ena taka stabilna naložba z 4% dividendnim donosom. Pač je tudi nihajno, tudi ko pride do nekih večjih turbulenc na borzi. Absolutno lahko. Tudi mi vidimo tudi pri recimo delniških skladih, da dejansko kakšni delniški skladi, ko spremljamo to njihovo volatilnost, pravzaprav padajo pod 6, padajo tudi recimo v to kategorijo 5. Ampak raje smo bili tukaj pri tej oceni bolj strogi kot pa ne. Vsaj zdaj na začetku, dokler produkt še ni uvrščen v trgovanje na borzo. Rekel si, da so denarni tokovi relativno predvidljivi, ker imaš najemnike, tukaj pa je ena specifika, tudi če recimo najemnik neha plačevati, oziroma se veš, če imaš ti stanovanje, oddaš najemniku, lahko pride do neplačevanja, tukaj pa je ena varovalka, ne? Mislim, ti imaš, seveda, prva varovalka je pri tem, da kupiš v bistvu nepremičnine, ki so oddane, se pravi prvovrstne nepremičnine, ki so oddane zelo kakovostnim najemnikom, ki imajo pač ustrezno kreditno boniteto. Vsak najemnik seveda ti tudi da nek depozit v zavarovanje, tako da če pride do nekega neplačila, sigurno si kot najemodajalec oziroma kot sklad do določene mere zavarovan. Absolutno. In te pogodbe, ki jih sklad sklene, najemne v bistvu so zelo dolgoročne. Recimo povprečno v tem nepremičninskem svetu obstaja neka mera, ki se reče VOLT, v bistvu pomeni Weighted Average Unexpired Lease Term, se pravi povprečno obdobje trajanja teh najemnih pogodb, in pri recimo pisarniških nepremičninah je to nekje med 5 do 10 let. Pogosto recimo trajanje pogodb pri logističnih nepremičninah je nad 10 let. Se pravi, nepremičnine so v bistvu oddane za fiksno obdobje in iz te pogodbe pač najemniki ne morejo iti. Tudi če bi želeli predčasno prekiniti, so dolžni
plačati za celotno trajanje pogodbe, ampak seveda v vsakem primeru se poskušaš nekaj dogovoriti, ne, in biti pri tem seveda človeški, ampak vedno z koristjo vlagateljev v mislih. Ne. Tako da tukaj praktično, kar se tiče kreditnega tveganja, je to relativno omejeno. Ja, sem slišala, da tudi številni mali vlagatelji, ki imajo malce več premoženja, zdaj se malo bolj fokusirajo na komercialne nepremičnine, ravno zaradi tega, zaradi vseh teh plusov, ki si jih ti naštel. Točno to, ja, seveda. Ampak ne, še enkrat ne, moraš biti že kar premožen, ne, da si lahko take pravzaprav podvige privoščiš. Mislim, komercialne nepremičnine oziroma pač poslovne nepremičnine, tukaj so hitro milijoni, ko govorimo o teh nepremičninah, oziroma desetine milijonov. Mislim, če govorimo o nekih velikih skladiščih, nekih modernih logističnih centrih, tukaj so cene zelo hitro nekaj 10 milijonov. Enako tudi recimo pri modernih pisarniških nepremičninah, teh velikih. Tako da to je dostopno resnično zelo malemu, ozkemu krogu izjemno premožnih posameznikov. Za razliko od tega sklada, ki pa pač omogoča že za 5.000 evrov, da si takemu naložbenemu razredu izpostavljen. Ja, dobiš tudi že kakšno nepremičnino zanimivo za par milijonov. No? Ja, sej, ampak veš, kako si boš pa ustvaril diversificiran portfelj? Rabaš pa teh milijonov že zelo velik. To je pa res, ja. To je pa res. Zdaj, hotela sem te vprašati glede udeležbe pri dobičku, ampak tukaj vidim v vašem prospektu, da dejansko nagrada za uspešnost ni predvidena. Zakaj takole? Ni, ker preprosto mi smo želeli res narediti en fair produkt za male vlagatelje, in če investiraš v tem segmentu nepremičnin, kjer staviš predvsem na donosnost, se pravi na ta reden denarni tok iz naslova nepremičnin, in ta denarni tok distribuiraš in ne staviš na neko apreciacijo nepremičnin, potem prostora za neko nagrado za uspešnost preprosto ni. To ni bolj tvegan private equity tip nepremičninskega sklada, kjer je stava na v bistvu neko apreciacijo sredstev. Tam ponavadi upravitelji imajo noter ta dodatni sladkor v obliki neke nagrade za uspešnost. Tega mi pri tem skladu nimamo, ker ni prostora za tako nagrado za uspešnost, ker bi to pojedali preveč nekega donosa za vlagatelje. Imamo upravljalsko provizijo in to je to. Je pa še tudi nekaj zanimivo. Jaz tudi mislim, da obdobje, čisto makroekonomsko, v katerem smo, pravzaprav ni obdobje, v katerem bi lahko pričakovali neke ogromne donose iz naslova apreciacije nepremičnine. Zdaj, inflacija se je znižala, ampak ni izginila. Obrestne mere so se nekako umirile, ampak prejšnji teden smo videli dvig obrestne mere in nekako do konca leta oziroma naslednjih 20 mesecih se nam morda obeta še celo en dvig, zdaj odvisno, kaj se bo dogajalo z inflacijo. V takem makroekonomskem okolju je, mislim, vlaganje v nepremičnine mora biti predvsem fokusirano na denarni tok in na sklepanje, na kupovanje dobrih nepremičnin z kvalitetnimi najemniki na dobrih lokacijah z dolgimi pogodbami. To mora biti fokus in pa seveda na njihovo dobro profesionalno upravljanje. Bistveno težje je v takem okolju staviti na apreciacijo nepremičnin. Ker apreciacija nepremičnin se ponavadi zgodi takrat, kadar se obrestne mere znižujejo, ker se potem seveda lahko tudi donosnost nepremičnin znižuje, in ko se donosnost nepremičnin znižuje, to pomeni, da se njihova vrednost pravzaprav viša. In potem tovrstni skladi, ki stavijo na to, pravzaprav zaslužijo od te apreciacije nepremičnin. In imajo potem ta ekstra donos in potem si lahko tudi vzamejo to provizijo za uspešnost. Zato sprašujem zaradi tega, ker člani uprave družbe NLB, namreč njihova plača je odvisna tudi od gibanja tečaja delnice. Tako da pa se reče, mogoče je pa tudi to vezano, kaj pri vas. To je popolnoma nepovezano. Ni? Ne. Ja. V glavnem, zdaj v tem, kaj imate v pipelineu, si rekel, da ne boš povedal, to je bila pač debata pred vklopom, ampak vseeno, glede na to, da si rekel, da takoj, ko boste zbrali določeno količino denarja,
greste vi že v akcijo? Torej, vi ste že praktično v akciji, imate že, si predstavljam, tudi kaj dogovorjeno, ker ne vem, kako boš do konca tega vpisnega obdobja, do 16. oktobra, v bistvu speljal eno tako transakcijo. Ja, mislim, zdaj, kot sem rekel, ne, delamo na več različnih transakcijah, jih pregledujemo, in do konca zbiranja je nekje 4 mesece, kar je več kot dovolj časa, da se pač za eno tako transakcijo dogovorimo. Aha, mislim, zaradi tega, ker ta postopek nakupa prodaje, saj si sam povedal že na začetku. Ampak smo že začeli, ne? Ste že Nismo, začeli, se ja, pravi, tako, ste že v tem plesu. Smo samo že še v tem niste. plesu, tako imamo v bistvu zelo, zelo dober pregled tega trga nepremičnin v regiji. Rečemo temu stoji kot pipeline. Ta pipeline je dejansko teh potencialnih naložb je izjemno velik. Zelo zanimivih naložb v različnih državah iz regije in iz teh različnih nepremičninskih segmentov, ki sem jih pač prej omenil, se pravi in pisarne in maloprodajne nepremičnine in recimo logistika. Teh nepremičnin pogosto slišimo, saj ni nič za kupiti, ampak ta percepcija je, moram reči, precej napačna. Dejansko je v regiji zelo veliko v bistvu nepremičnin, ki jih je možno kupiti. Je pa, kot sem prej govoril, trg še ni tako recimo institucionaliziran, da bi danes točno vedel, katere nepremičnine so pač na prodaji, kateri lastniki so začeli prodajne postopke, formalne prodajne postopke, kateri jih še bodo. Ta trg je malce bolj še v trenutno neki fazi, ki je manj transparentna. Zato je pač, če želiš neko transakcijo narediti, seveda moraš direktno pristopati do lastnikov nepremičnin in seveda potem začeti neke bilateralne pogovore, in pač procese pregledov in tako naprej. Zdaj, rekel si, delnica bo kotirala na Ljubljanski borzi, čeprav boste kupovali regionalno nepremičnine. Zakaj recimo ne tudi na kakšni regionalni borzi in v bistvu na tak način zbiraš kapital tudi regionalno? Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu tukaj se moramo vrniti pravzaprav na zakonodajo. To vrstno obliko sklada, vsaj zaenkrat, lahko ponudimo samo slovenskim pač malim vlagateljem. Recimo, ponudbo lahko tudi tujim vlagateljem, ampak ne malim, temveč zgolj profesionalnim vlagateljem. Se pravi, recimo, če pogledamo že na sosednjo Hrvaško, po njihovi zakonodaji tovrstni sklad ni primeren za male vlagatelje, ker imajo relativno drugačno zakonodajo o alternativnih investicijskih skladih, zato v bistvu ga ne moremo tovrstnega produkta ponujati malim vlagateljem iz Hrvaške. Lahko ga ponudimo zgolj profesionalnim vlagačem. Ja. No, a mi lahko prosim še poveš to, ker mogoče bo marsikoga zanimalo, kakšna je razlika z Equinoxom, ki je v bistvu nepremičninska družba in tudi lahko delnice kupiš na Ljubljanski borzi? Ja, se pravi, Equinox je gospodarska družba, ki je nastala iz spin-offa iz hotela Union, in ima v bistvu v svoji lasti nepremičnine. Se pravi, gre za gospodarsko družbo, ne gre v bistvu za nek nepremičninski investicijski sklad. Medtem ko NLB skladi nepremičnine, bo nepremičninska investicijska družba, ki je organizirana v skladu z zakonodajo za to vrste družbe, se pravi v skladu z zakonom o oblikah alternativnih investicijskih skladov, in je, rečemo tako, po stopnji reguliranosti je bolj regulirana, kot je pa pač neka javna gospodarska družba. To je na nek način razlika. Je zavezana k določenim pravilom, ki veljajo za to vrstne sklade, ima recimo depozitarja oziroma skrbnika, mora objavljati čisto vrednost sredstev, izračun čiste vrednosti, se pravi cenitev nepremičnin, v bistvu mora upravljati zunanji cenilec, je pod bistveno strožjim nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev in tako naprej. Se pravi, gre bolj v bistvu za neko obliko. Na svoji aktivi bosta obe družbi seveda imeli nepremičnine, oziroma Equinox jih že ima, s tem, da pri recimo nepremičninski investicijski družbi je razlika ta, da lahko vlaga zgolj v nepremičnine, ki so v skladu z
naložbeno politiko. Recimo neka gospodarska družba nima tako fiksirane recimo naložbene politike in je bolj svobodna, kar se tiče uporabe finančnega vzvoda, tipov nepremičnin, ki jih kupuje, tudi spektra tveganosti nepremičnin in tako naprej. Recimo, če dam primer, recimo NLB skladi nepremičnine se ne more lotiti neke prenove, neke večje prenove, neke nepremičnine in se tudi za daljše obdobje odpovedati denarnemu toku od nepremičnin. To bi bil nepremičninski projekt, ki je preprosto preveč tvegan za to vrstni sklad. Recimo Equinox se verjetno tazga projekta lahko loti. Ne? To je recimo razlika. A si bil mogoče, ja, so to druge razlike. A si bil mogoče kaj na vezi z Rigelnikom? Že dolgo ne. Že dolgo nisem slišala. Ja. Mogoče bo zdaj kaj poklical. A sem midva, zdaj gledam, listam po tem prospektu, če sta slučajno kaj zgrešila, a sva povedala vse, kar je relevantno v tem hipu? Mislim, da so povedala kar veliko stvari. Mogoče tole, kaj pomeni zaprta družba oziroma zaprt investicijski sklad? To recimo nisva omenila. To si že druga, kaj danes sprašuje. Zanimivo. Ja, zaprt investicijski sklad je sklad, ki ima na svoji pasivi fiksno število delnic. Večino skladov, ki jih poznamo v Sloveniji, je odprtega tipa. Se pravi, nekdo plača denar in sklad izda enote. Se pravi, število enot stalno fluktuira. Nekdo izplača iz sklada in število enot v bistvu se zmanjša. Tukaj je pa število enot fiksno. Zdaj gre družba v postopek zbiranja kapitala na borzo, in ko se ta postopek zbiranja kapitala zaključi, v bistvu se zbrani kapital deli z 10, kolikor je cena ene delnice, in potem dobimo število novo izdanih delnic. In to število delnic ostane fiksno, kolikor pri kjerikoli javni delniški družbi, do naslednjega obdobja zbiranja kapitala. V praksi, kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu vlagatelj, ki bo kupil delnico, ne more priti do nepremičninske investicijske družbe in reči, dajte mi izplačati denar, kot bi to recimo naredil pri nekem vzajemnem investicijskem skladu, ampak v bistvu mora svojo delnico prodati preko borze. Gre do svojega brokerja ali pa gre v svoj Trade Republic, če bo ponujal. Če bo ponujal, ali pa v kjerokoli NLB trading aplikacijo in seveda tam proda tole svojo delnico. Prej si omenjal tako zelo ambiciozne načrte, 300 milijonov, recimo, ko boste začeli zniževati te upravljalske provizije na 1,75, kakšni so pravzaprav plani? Recimo, a imaš neki izdelan načrt za obdobje 5 let, recimo? Ja, imam, mislim, tako, zdaj seveda prvo zbiranje je najtežje, tako kot sem rekel. Jaz močno upam, da bomo uspeli Slovencem ta produkt približati in zbrati čim večjo številko. Načrti, glede na to, da ta sklad nima nekega končnega roka zapadlosti, so pa, da bi seveda v nekaj letih ta produkt ratal en večjih regijskih nepremičninskih produktov in moja pobožna želja je, da bi prišli do številke recimo 0,5 milijarde. To mogoče se sliši ogromno, glede na to, da imamo trenutno v slovenskih investicijskih skladih, teh UCITS skladih 8,5 milijard, pa v alternativnih skladih verjetno še približno skupaj z zavezami kakšno milijardo, v bistvu pa ta številka pravzaprav ni tako zelo velika in tukaj govorimo tudi o obdobju nekaj let. Nepremičnine preprosto zahtevajo neko večjo količino kapitala, če želiš seveda investirati v prvovrstne poslovne nepremičnine. Zato nekako vidimo razvoj kot neko postopno prihajanje na trg, vsake toliko časa investiranje v nepremičnine in potem postopno gradnjo tega nepremičninskega portfelja. A ta delnica, to ne bo uvrščena med top To pa še ne vem. Mogoče pa bo kdaj. Equinox noter, pol mogoče pa tudi, no.
Ja, to moramo pa indeks Čakaj. providerja vprašati. Moramo Počakajmo, ja. počakati še Počakajmo. malo. Saj Ja. tudi ravno se sprašujem, zdaj, če kupaš recimo delnico prek nekega brokerja, bohaj koliko te košta nakup te delnice. A mogoče veš, a to je v bistvu klasično obračunavanje stroškov kot za druge, v bistvu delnice, ki jih kupuješ? Ne, mislim, misliš, če vpišeš zdaj v primarni izdaji delnico? Ajde, daj v primarni, potem pa v Mislim, sekundarni. sklad ne zaračuna ničesar. Sklad bo imel edino stroške same izdaje. Okay. Ampak ni nobenih vstopnih stroškov ali pa kaj takega, ki bi jih sklad zaračunal. Seveda nam pa organizator prodaje absolutno zaračuna neke stroške distribucije, ne? Zato ker je pač to prodaja, tako kot vsako javno prodajo delnic, pač treba na nek način organizirati. Treba je pač prospekt izdati, treba organizirati celotno prodajo, tukaj kar precej enega dela. Drugač pa pravzaprav. V sekundarni, ko boš na borzi kupoval. Ko bo pa začela delnica kotirati na borzi, bodo pa pač stroški, ki bodo povezani z nakupom oziroma prodajo te delnice, samo tisti brokerski stroški, ki jih ima vsak za katero koli delnico. Se pravi, recimo, če rečemo podobno kot z delnico Krke ali pa z delnico NLB-ja ali pa kjerkoli druge družbe, ki pač trguje na Ljubljanski borzi. Ja. Tudi te stroške je potem potrebno vključiti. Absolutno jih je treba upoštevati in poskrbeti, da so čim nižji. Ja, seveda. Malo se tečno s temi stroški, se vem. Ne, pa sej prav, da si. Sej prav, da si in je tudi prav, da celo transparentno potencialnim vlagateljem povemo, kaj ti stroški so, zakaj nastanejo, zakaj so pri določenih skladih nižji, pri določenih skladih višji. Tukaj je transparentnost edina prava pot. Tukaj vidim ravno tveganje neizplačila dividend, ste tudi navedli v prospektu. Se pravi, obstaja tudi možnost, da ne boš imel dobička in posledično ne boš izplačal dividende. Ja, obstaja tudi možnost vojne. Mislim, obstaja zelo veliko enih tveganih scenarijev, do katerih lahko pride. Vedno, kadar pišeš prospekt za javno izdajo delnic, je ključno, da se čim več tveganj domisliš in ta tveganja zapišeš v prospekt. Drugače si lahko pač odgovoren in te lahko vlagatelji pravzaprav podsukajo za rokav, zakaj nisi določenih tveganj razkril. Zato je absolutno pravilno, da poveš čisto vsa tveganja, ki so, ali pa da se poskušaš opisati čim več teh tveganj, ki bi v teoriji lahko nastala pri naložbi v to vrsten finančni inštrument. Ja, to mi je ful zanimivo drugače brati o teh tveganjih. Se vem, jaz sem čisto čudna, kar se teh stvari tiče. A si prebrala tveganje mikrometeoritov pri SpaceXu? Ne, to pa nisem brala. Oni imajo tveganje udarca mikrometeoritov. Joj, to je pa v bistvu ful zanimiva stvar. Res priporočam toplo branje sekcije o tveganjih, to je vedno na začetku prospekta. Vaše tveganja so v bistvu pravzaprav zdaj, ko pomislim, čisto dolgočasna. Ja, v primerjavi s SpaceXom smo res dolgočasni. Ja. Tudi ta sklad dejansko, mislim, se pravim, mi investiramo v manj, kako ne rečem, vzburljivem delu nepremičninskega segmenta. Sigurno je bistveno več adrenalina, če ti vlagaš, če ti gradiš dvojčke. To je bistveno več adrenalina, kot pa tukaj, ki si v bistvu kot ena kokoš, ki se usede na te nepremičninske pogodbe in kupaš nepremičnine, ki so relativno nove, prvovrstne, ki zahtevajo zelo malo vzdrževanja. To je bistveno bolj dolgočasno. Ti ne boš gradil. Ne, to tudi dovoljen ni. Absolutno ne. Ne, ni dovoljen. Ne, absolutno. Res, fokus je, temu se reče, stojko na core nepremičninah. Kaj to zdaj to pomeni? To so nepremičnine, ki so oddane 100% ali blizu 100%, za katere v bistvu so sklenjene dolgoročne najemne pogodbe s prvovrstnimi najemniki. Jaz sem zdaj v bistvu preigravala scenarij, če bi ti lahko kupil oziroma zgradil neko vesoljsko postajo. Spomnila sem se, da nimamo vesoljske postaje v regiji. A imamo? Ne, nimamo. No, to se je treba pozanimati. Mogoče pa imamo, pa sploh veš, ne. Tle je priložnost. Se vem, finančna tveganja, kreditna tveganja, likvidnostna tveganja, tržna tveganja, skratka, to so v bistvu standardna tveganja, ki jih v bistvu številni ponudniki pač
delnice, konec koncev, tudi Krka, vem, da ima cel kup nekih tveganj, ki jih našteje. Ja, A ne, tako da zanimivo branje za tiste, ki jih zanimajo ampak tveganja. SpaceX prospekt je na tem področju nas bistveno Zmagovalec, prekaša. ne. Ja, absolutno. No. A si Ni ga čez investiral v- mikrometeorite. Ni, to pa res ne, to je pa nekaj unikatnega. A si investiral v delnico SpaceX? Ne, nisem. Ne vem, mogoče se že malo staram, ampak moram vseeno reči, da čeprav obstajajo številni fundamentalni razlogi za rast te delnice, v smislu vključitev v indekse in tako naprej, ali pa rečemo temu tehnični razlogi, ne fundamentalni razlogi, nekako se ne morem sprijazniti s tem vrednotenjem, ki je čist previsoko, 100-kratnik prodaja, nekaj takega je bilo. Zavedam se, da bom pa glede na to, da bodo to delnice vključili v številne indekse, hočem ali nočem, tej delnici izpostavljam svojim portfeljem. Tako da v vsakem primeru, tudi če bi želel bežati, ne morem. A pa boste vi tudi mogli oziroma kupovati to delnico v sklopu vaših skladov? Mi smo pri NLB skladih, tako rečem, relativno previdni, kar se tiče te delnice. In jo ne bi dokupovali kaj več, kot je pa v bistvu nekje njena povprečna teža. Hočem reči, bomo equal do mal underweight te konkretne Se pravi, delnice. bo treba kupiti delnico, zato da boš, ne vem, zadostil, ne vem. Ne vem, kateri benchmark sploh imate, a imate Nasdaq ali ga nimate? Ne, Nasdaq 100 mislim, da ni, pri nobenem skladu, ampak je pa v določenih tehnoloških benchmarkih, ampak mislim, to je čist stvar kola posameznega upravitelja in mislim, da je še nimamo v portfeljih. Tako da. Se zdaj ukvarjal z nepremičninami, ne s SpaceXom. Ja, ne pa pač sej kratek tudi čas, odkar je sploh ta delnica Od petka, na voljo. danes je torek. Tako. Ne, ampak to hočem reči, vseeno, mislim, je kar za biti previden, se mi zdi pri takih vrednotenih, ker so za razliko recimo od tistih delnic tehnoloških, ki so rasle, oziroma ki so dosegle izjemno rast v preteklem obdobju. Ne vem, recimo, če vzamemo samo Nvidio, za en primer je bilanca nekega SpaceXa popolnoma drugačna. Govorimo o firmi, ki ustvarja velikansko izgubo, ki kuri kapital, za razliko, ne vem, od neke Nvidije, ki ustvarja ogromne količine denarnega toka. On je kur na vseh področjih. Ne na vseh področjih. Ne na vseh področjih. Ne, AI definitivno je ima najbolj požrešen. tako, pa ima čist pač ta nek zelo dominantno pozicijo tržno v tem raketnem programu. Pač globalno v bistvu boljšega, kako ne rečem, dostavljalca predmetov v vesolje ni, kot so oni. Ampak vsekakor pa, mislim, vrednotenje zahteva eno neverjetno povečanje prihodkov. S tem, da moramo pa tudi istočasno priznati, da so bili primeri v preteklosti s temi tehnološkimi firmami, kjer je bilo predvideno, sicer ne tako veliko, ampak vseeno enormno, za tiste čase nepredstavljivo povečanje prihodkov. In zdaj, če primerjamo tisto situacijo z današnjo, lahko vidimo, da se je dejansko to povečanje prihodkov materializiralo. A bomo zdaj videli 300-kratno povečanje prihodkov SpaceXa? Ta hip se zdi to izjemno neverjetno, ampak ne moramo reči, da taki primeri v preteklosti, da se niso zgodili. Mislim, govorim taki neverjetni primeri. Dejansko so bile določene tehnološke delnice, kjer smo to videli, Meta, Google in tako naprej, oziroma Alphabet. Mogoče, ne vem, to se mi zdi zanimivo, ker se veliko govori zdaj tudi o združevanju Tesle in SpaceXa. Veliko se o tem špekulira, pa tudi recimo danes, ravno 1 uro nazaj je bila objavljena novica, da ne bi prevzeli neko družbo za $60 milijard. Skratka, to je zdaj čisto frišen, vse to bomo še treba še malo sprocesirati. Bomo še to malo sprocesirali, ampak mislim, določeni, mislim, ta industrija je neverjetna.
Tako da, AI industrija je neverjetna, ti si pa naredil real estate fund. ja, ne, A ampak si boste kaj pač, pomagali z AI-jem pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin? Da se dejansko lahko. z AI-jem dejansko si lahko zelo veliko pomagaš pri analizah, a ne. Izjemno, izjemno veliko. Mi smo v naši ekipi en kup enih stvari zavtomatizirali in to nam prihrani ogromno časa. Naredili smo tudi izjemno neke dobre analitične platforme, ki nam v bistvu zračunajo določene zadeve, za katere bi mogli drugače izjemno veliko denarja plačati. Naprimer, performance attribution model smo v bistvu sami razvili in-house. In tako naprej. Ful lepo si povedal, ogromno časa in denarja vam je prihranila avtomatizacija. Se veš, kaj sledi moje vprašanje. Kdaj se bo to odrazilo pri znižanju upravljalske provizije? A ne, jaz vas spodbujam k temu, da se zniža upravljalske provizije, sploh teh globalnih skladov, recimo. Ne? Ja, mislim, ti skladi so še vedno, moram reči, zelo intenzivno, aktivno upravljani. In večino naših skladov, če zdaj recimo pogledam za enoletno obdobje, presega tiste primerjalne indekse in v bistvu s tem zaslužijo tisto upravljalsko provizijo. A ne? Zdaj, seveda, vprašanje je, če bomo lahko isto dobri na dolgi rok, ampak se izjemno trudimo, da v bistvu s dobrim upravljanjem za naše vlagatelje v bistvu ponujemo čim boljši value. A ne? Torej, da zaslužimo za tisto upravljalsko provizijo in pravzaprav zaslužimo še več kot zgolj upravljalsko provizijo. Ne? Jaz ne vem, katere benchmarke vi spremljate. Mislim, da to še vedno ni objavljeno. Ne, ampak tako je, ne, pri teh benchmarkih. Po teoriji, finančni teoriji, bi moral vedno primerjati donosnost teh naših skladov, ki ne izplačujejo dividend, z nekimi total return indeksi. Zdaj, pogosto uporabljamo, sicer so od sklada do sklada različno, ampak pogosto v Sloveniji upravljalci uporabljajo cenovne indekse, kar seveda lahko nekdo reče, ni fair, ker ti da odpustek za tiste dividende, ki jih v bistvu noter dobiš. Ampak obstaja tukaj tudi druga plat medalje, ki jo pa pogosto tisti, ki nas presojajo, ne pozabljajo, in to je, da moraš imeti za razliko od benchmarka, ki je pravzaprav 100% v nekih delnicah, če si pač odprti sklad, moraš imeti vedno vsak dan nek odstotek denarja na računu, ki v bistvu ne služi nobeni donosnosti, ampak ta denar v bistvu potrebuješ za to, da lahko servisiraš tiste zahtevke za prilive oziroma za odlive predvsem. Tako da si avtomatsko penaliziran zaradi samega formata odprtega sklada napram benchmarku, če bi se primerjal z total return indeksom. Mislim, da gledamo tudi total return indekse, kot tudi cenovne indekse, in večina naših skladov, ta hip, recimo, če pogledamo za en let, presega tudi total return indekse po donosnosti. Seveda, vprašanje je, a bo to ista zgodba tudi na daljše časovno obdobje. In seveda tukaj so finančna panoga, analitiki oziroma analize, ki jih imamo z tega področja, seveda nam povejo, da zgolj manjši del upravljalcev to uspe dosegati na daljši rok, ampak mi se pač trudimo, da bomo v tej manjši skupini upravljalcev, z pač kakovostnim upravljanjem, z ogromnim fokusom na kvalitetno ekipo, na različna orodja, pač upravljanje in tako naprej. Zaenkrat nam uspeva in bomo se trudili tako, da tudi naprej ostane. Bom naredila ločeno epizodo, prav samo o vzajemnih skladih in njihovem poslovanju, tako da mislim pa, da sva danes naredila zelo dobro predstavitev tega prihajajočega produkta, a ne? A imava še kaj zapovedati na to temo, mogoče ti? Ja, mislim, po mojem sva kar veliko pokrila, sva bila že kar dolga. Jaz sem vesel, da pač smo s tem produktom končno prišli na trg, ni ga bilo lahko narediti. Pa mislim, da je zdaj ta hip kar dobra priložnost v bistvu za vlaganje v regijske nepremičnine, tako da jaz bom definitivno z svojim portfeljem delno šel v ta naložbeni razred. Moram. Nimaš izbire.
No, Luka, najlepša hvala za vse informacije. Prospekt je že objavljen na vaši spletni strani, sem videla, tako da si lahko tudi preverite prospekt. Tako da najlepša hvala za vse informacije. Hvala tebi za vabilo. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje vezano na ta sklad, na ta inštrument novi, pišite na marja@moneyhow.si. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.